Tam na najbolj zahodni točki slovenskega ozemlja je vas Robedišče. Ime naj bi dobila po svoji robni legi, saj že stoletja tod potekala meja med slovanskim in romanskim prostorom. Lahko pa so bile krive robide, saj se kraj v starih listinah omenja kot Robedišča. Kraj po drugi vojni zaznamovalo izseljevanje. Tako je nekoč samo v eni noči na drugo stran meje prebegnilo 50 Rbiščanov. Svoje je naredil še furlanski potres pred 38 leti. Za preobrat in oživitev vasi je poskrbel Igor Cencič, izseljeni domačin, ki se je pred 15 leti odločil, da se vrne domov in prične z ovčerejo. Imamo cirka 120 komadov drobnice, ovce in koze in pridelujemo pa tale standardne izdelke iz ovčjega in kozjega mleka, to so sir, jogurt, skuta, kakšni namazi. Zaradi drobnice in konjev so površine okoli vasi sedaj čedne in popasene, kar cenijo tudi obiskovalci. V vasi pa je že 30 počitniških postelj. Drugačne počitnice, kot smo jih navajeni, zaradi tega, ker tukaj je res tak mir, lepa narava, pa v bistvu kraj je res fantastičen. No. In dejansko nam po 10 uri rata tak mir, ki ga ne poznamo druge. No. Res taka tišina. Ljudje prihajajo, se ustavljajo od izletnikov, kolesarjev, iz kampa spodaj pridejo. Imamo tukaj kot en prostor ponudbe za goste, tako da tudi kaj skuhamo, recimo kakšni golaži, jagnjetina, kaj mesnega, kakšne njoke delamo sami. Življenje v vasi nekoč se je mogoče zamisliti v črni kuhinji, v nekdanji vančni hiži oziroma v galeriji v nekdanjem sosedovem hlevu. Sicer pa je vas sama po sebi muzej oziroma spomenik beneško-slovenskega stavbarstva, kot je ta gasa. Ker se trudijo, da nekako uspejo ohraniti ta nekdanji pridih, ker recimo ta Breginjski kot je bil znan po svoji arhitekturi in se mi zdi, da tukaj se trudijo, da ohranijo to izročilo. Veliko je k oživitvi vasi doprinesla tudi skupina Ohranimo Robedišče, ki je delovala pod okriljem kulturnega društva Stov iz Breginja. Izročilo starejših sedaj nadaljujejo mlajši. Nahajamo se pred galerijo, ki je nastala zelo spontano, namreč pri obnovi starega hleva. V zgornjih prostorih smo obnovili tako hiško bivalno. Spodnji prostor pa smo se potem odločili, da podarimo na nek način vasi. V njem so razstavljeni stari predmeti, ki so bili najdeni v vasi, in pa stare fotografije. Kar težko si je zamišljati, da je v vasi ob koncu 19. stoletja živelo preko 200 prebivalcev. Danes jih je 7. V Podelu sem se odselila zaradi otroka in šole in službe in kad je enkrat siesta narejena, sem se vrnila pa nazaj, kar lepo mi je. Pogledi pa se zmeraj ustavijo na dolgem grebenu Kobariškega stola, ki se končuje v Muscih daleč za italijansko mejo.